Pritisk zmage je danes zagotovo na strani domače zasedbe, s katero bi se premaknili po lestvici navzgor, kar je seveda tudi cilj. Še vedno Žur s predložkom, najvišji skok v domačem kazenskem prostoru. Bogolin, ki je poskrbel za prednost domačih v 4. minuti, 1-0 vodstvo Posavja. Žur se je sprožil z velike razdalje, podaja proti Turnšku, še vedno Turnšek pri žogi. Lepo atraktivno na levo stran, kjer se je znašel Uršič. Lepo so vse skupaj odigrali v taboru domačih. Žur v prostor na levo stran, kjer je Bogolin. Bogolin strelja, obramba Nejca Travnikarja. Žur strelja. Izvajalec Žur. Žoga je zadela domačega nogometaša in v 32. minuti vodstvo domačih z 2-0. Tudi tukaj smo morda pričakovali nekoliko bolj zanimiv obračun, medtem poizkus Bogolina. Fišer je videl Korošca na mestu Macur. Takrat nekoliko nespretno izbijanje Peklarja. Kramarič, še vedno Kramarič v preigravanju. 11 metrovka, v tem primeru za goste. Prekršek so si privoščili v taboru domačih. Gajšek strelja, 2-1, znižanje rezultata. Izvajalec številko 16, Žur strelja, nevaren poizkus. Fišer spodajo na desno stran, kjer je Gajšek igro z roko zahtevajo taboru Šmarja in glavni sodnik se je na koncu odločil, da je žoga v roko v tem primeru zadela domačega nogometaša in to bo še druga 11 metrovka. Tokrat bo izvajalec številko 4 Drofenik strelja, 2-2. Šmarje so prišle do izenačenja. Še vedno Bajc, v obrambo se vrača Fišer, Fišer in Gajšek pazite na Bajca, podaja pred vrata, kjer je Bogolin. Generalno gledano smo lahko zadovoljni, je pa res, da imamo problem, da v srečanje vstopimo zelo slabo. In tudi danes se je to zgodilo, da je domačin brez praktično napora velikega povedal z 1-0, pa potem tudi nismo našli nekega ritma, nekega orožja, da bi se uprli. Imamo probleme na določenih igralnih mestih, vendar jaz pravim vsa čas fantom, po 2-0 smo se vrnili. Pa s končnim rezultatom ne morem glih reči, da smo zadovoljni. Res je, da je vseeno zbrana pika in da smo dodali tukaj, ampak glede na razplet, glede na samo tekmo, ne morem glih reči, da smo zadovoljni.